Na začetku današnje slovesnosti pozdravimo slavnostni prihod praporov na prireditveni prostor. Poveljuje jim nosilec častnega znaka Svobode Republike Slovenije, gospod Venčeslav Lichtenwallner. Slovenija, sončna, senčna in srečna. Lepa je naša dežela. In kakšni smo ljudje? Kakšen duh veje po naših domovih? Kakšen duh veje po naši domovini? In kakšen domuje v nas samih? Ko smo veseli, smo Slovenci. Ko smo majhni, smo Slovenci. Ko smo mladi, morda še ne vemo, da smo Slovenci. Ko odrastemo, spoznamo, da ni lahko biti Slovenec. Slovenka pa, žlahtna rožica, vem svojo resnico, da je lepo biti mati Slovencu. In končno, ko je človek moder, je tudi Slovenec. Molči, gleda vase in na ves božji svet okrog sebe in misli: lepa je moja dežela, meni najljubša. Rad bi ji bil podoben. Spoštovani zbrani, lepo pozdravljeni, žal ne pod mogočnimi prleškimi hrasti, simboli trdnosti in enotnosti naših prednikov. A tudi dom kulture so gradili naši predniki in bili so pri tem zelo, zelo enotni. Posebej med nami pozdravljam predstavnike in člane domoljubnih in veteranskih organizacij, združenj in društev, častna občana občine Ljutomer, dr. Slavico Šikovec in Miroslava Stržaja, ter poslanca v državnem zboru, gospoda Branka Smodiša. V parku prvega slovenskega tabora se je rojevala slovenska beseda. Tukaj sonce še vedno vzhaja in zahaja. V mogočnih hrastih se bohoti lepota in zvestoba. V vseh letnih časih, v vseh barvah, v vsej tihi gostobesednosti dreves, vej, krošen, brstja in listja. Dame in gospodje, pozdravimo današnjo govornico, županjo občine Ljutomer, magistro Olgo Karba. Ko sem premišljevala, o čem naj nocoj govorim, o praznovanju rojstva samostojne in neodvisne Slovenije, so se mi misli nenehno vračale na mnogo bolj preproste zadeve, kot je država. Spomnila sem se na življenjske trenutke, ki štejejo največ. Na veselje otrok, na odnose z ljudmi, ki imajo dobro srce in nosijo notranji nasmeh
na pošten stisk roke in iskren pogled iz oči v oči. Spomnila se sem na neskončne trenutke lepega, ki kljubuje vsem tistim neprijetnim preizkušnjam, katere so del življenjske poti vsakega izmed nas. Vse dobre zgodbe imajo svoj uvod, jedro in zaključek. 25. junija 1991 smo naredili res dober uvod, takšen, kot se spodobi. Dostojanstven, enoten, iskren in pokončen. Naslednje desetletje smo marljivost in delavnost, po kateri smo že od nekdaj sloveli, usmerili v doseganje enakopravnosti in enakovrednosti z evropskimi narodi in državami, ki smo jih pol stoletja ocenjevali kot bolj uspešne, bolj vplivne in bolj razvite. Zdelo se je, kot da bi se po desetletjih življenja pod pokrovom odprlo nebo in se lahko lažje dihalo, delalo, razvijalo, rastlo, stremelo in ustvarjalo. Kot da je sonce končno postalo močnejše od oblakov. Vendar jedro vsake zgodbe mora imeti zaplete. Mora na številne načine preizkušati junaka. Zato so žal nove priložnosti seboj prinašale tudi spremembe in nevarnosti. Vse manj in manj smo postajali družba tovarn, vse manj smo se kot posamezniki lahko držali ustaljenih poti in vse bolj smo začenjali delovati kot skupnost preizkušanja novega in tudi tveganja z neznanim. 17 let smo gradili samostojno Slovenijo v državo, ki je bila sposobna predsedovati Evropski uniji. Le nekaj let zatem pa smo na ulicah žal ugotavljali, da nas namesto premagovanja težav bolj zanima zaključek zgodbe in nek povsem drugačen, nek nov začetek. Ta nepričakovani preobrat je bila glasno izražena posledica razočaranja in odločen izraz treznitve nad delovanjem, odločitvami in špekulacijami ter napakami političnih strank. Zato smo mogoče leta 1991 šli v napačno smer. Mogoče ni bilo prav, da smo iz ene politične stranke šli v današnjih več deset. Mogoče bi morali iti iz ene politične stranke v nič političnih strank. Mogoče bi potem ljudje iskali tisto, kar nas krepi, in ne vse tisto, kar nas razdružuje. Nenazadnje smo kot ljudje, kot narod in tudi država povsem enotni glede ciljev, h katerim stremimo. Vsi si želimo varnost, želimo si zaposljivost ter finančno neodvisnost za mlade. Želimo si višje pokojnine za starejše. Želimo si zdravje za vse in najboljše zdravstvo brez čakanja, takrat, ko zdravje peša. Želimo si delovna mesta z dodano vrednostjo, vrhunske šole in odlične univerze, znanost v svetovni špici, okolju prijazno energijo, urejeno infrastrukturo, povezovanje med kraji in regijami, kvalitetno življenje, zdravo hrano in čisto okolje. Želimo okolje, v katerem lahko sproščeno sobivamo z zadovoljnimi ljudmi in v miru posvečamo čas, energijo ter ljubezen našim otrokom, našim bližnjim in samoizpopolnjevanju. In čeprav je teh in tem sorodnim ciljem veliko, do njih vodi le omejeno število poti. In osnovno orodje strankarskih političnih struktur je, da ustvarjajo trenja ne v pogovoru o ciljih, ampak pri izbiri poti in določanju prioritet na poti do njih. Dialog žal ne poteka o tem, kako doseči preboj, ampak kako
na poti do njega zaščititi posamezne interesne skupine. In vsakič, ko pristajamo na fragmentacijo ciljev po posameznih interesnih skupinah, s tem pristanemo na začarani krog delitev in podžiganj neočakanosti, ki nam preprečuje, da bi šli naprej. Pa vendar se to vse nekako sliši kot nekaj, kar se nas v Ljutomeru ne tiče. Zdi se, da so to tako imenovane državne zadeve. Ampak kaj je država? Kje se dogaja država? Država živi in diha v občinah, v krajevnih skupnostih, v krajih in vaseh. Država uspeva, če so uspešni njeni ljudje in ne samo njene banke. Država se razvija, če njeni državljani izkažejo znanje, navdih, pogum in marljivost. Večina investicij v državi se izvaja v občinah in živi v občinskih okoljih. Država smo ljudje. Zato je pomembno, kako živimo v občinah, kako delamo tukaj, kako se odločamo. In v Ljutomeru ter v marsikje drugje po občinah v Sloveniji delamo drugače. Delamo v modelu nadstrankarskega in solidarnostnega partnerstva občine z občankami in občani, društvi, civilno družbo ter gospodarstvom, torej z vsemi ustvarjalnimi in produktivnimi dejavniki okolja. In takšno partnerstvo več ali manj ne dopušča prostore za ustvarjanje problemov, za delitve ljudi na naše in vaše. Takšno partnerstvo je v zadnjih letih poskrbelo za enakomeren razvoj krajevnih skupnosti, ne glede na zmanjšanje sredstev občinam. Zagotovilo je, da vlagamo v objekte za izobraževanje, šport, kulturo in zdravstvo, vedno v soglasju in v skladu s potrebami naših ljudi. Po drugi strani se skupaj veliko trudimo za lažji zagon gospodarske dejavnosti, tudi z novo Buhovo poslovno cono, ki je že privabila investitorja in obljublja nova delovna mesta. In čeprav posvečamo dosti pozornosti oskrbi s pitno vodo in odvajanju odpadnih in čistih voda, pa vendar ob vsem tem delu in načrtovanju ne pozabljamo na tisto, kar smo in kar nas najbolj povezuje. Na ljudi, na sočloveka in posebej na društva. Takšno partnerstvo prekinja cikel nenehnega maščevanja, ki napaja politične stranke, medtem, kot bi rekel Ivan Cankar, s čednostjo govorijo o nečednosti in s čistostjo govorijo o nečistosti. Zato preživete politične stranke ne dovolijo takšnega povezovanja, kjer njihova vloga ni potrebna. Svet morajo vedno znova upočasniti, da pokažejo, da je dohitevanje možno le z njihovo superiorno močjo in da bi pomoč lažje stekla, so seveda pripravljeni hitro zamenjati stranko ali se povezovati s kakšno drugo. Samo, da je zanje še kakšna vloga. Mogoče boste rekli, da sem krivična. Mogoče. Ampak vse povedano veljali za tiste, ki vedno postavijo sebe pred skupnost ali tudi pred spoštovanje do članov lastne stranke. Zato imajo stranke težave, zato ljudje čutimo posledice. Ampak spoštovane državljanke in državljani, občanke in občani, ni potrebno, da je tako v prihodnje. Zakaj bi bilo? Živimo v neverjetno lepih krajih in povsem od nas je odvisno, ali si bomo kot ljudje škodovali, ali si bomo pomagali. Ali bomo uničevali priložnosti, ali delali za skupno dobro.
Podobno kot v anekdoti o opici, ki je sedela na palmi in je iz hudobije mimoidočemu človeku vrgla kokos na glavo. Človek bi se lahko maščeval, potem, ko je začutil bolečino. A raje je vložil energijo v bolj produktivno početje. Pobral kokos, ga preluknjal in spil mleko, izluščil meso ter pojedel, iz lupine pa si je naredil posodo za vodo. Čeprav država živi v občinah in danes praznujemo državo, zakaj se obadam z temi vprašanji? Iz preprostega razloga, ki ga je v pregovor lepo skoval Dante. Najtemnejši del pekla je rezerviran za tiste, ki vztrajajo na nepristranskosti v času moralne krize. Prepričana sem, da lahko gremo naprej, da zmoremo v nadstrankarskem duhu postaviti nadstrankarski vzor, ki bo jasen signal tudi strankam, da se začnejo spreminjati. Spomnim se, ko sem bila nagovorjena, da stopim v politični prostor. Takrat se je pokazalo, kako zelo smo si res različni. Približno tako različni kot odgovori učenca karateja, ki je čakal, da mu mojster podeli težko zasluženi črni pas. Preden mu je mojster predal črni pas, mu je rekel, da mora opraviti še eno preizkušnjo. Odgovoriti mora na bistveno vprašanje, kaj je pomen črnega pasu. Učenec je rekel, da je to konec njegovega potovanja in zaslužena nagrada za trdo delo. Mojster ni bil zadovoljen in je ugotovil, da učenec še ni bil pripravljen za črni pas. Naročil mu je, naj se vrne čez 1 leto. Leto dni pozneje učenec ponovno pride pred mojstra in ponovno je bil vprašan, kaj je pomen črnega pasu. To je simbol moje izjemnosti in najvišji dosežek v naši veščini, je ponosno odgovoril učenec. Mojster je premislil in naposled sklenil, da še vedno ni pripravljen na črni pas. Ponovno me je naročil, naj se vrne čez 1 leto. Ob ponovnem snidenju je mojster ponovil vprašanje, kaj je pravi pomen črnega pasu. Učenec je odgovoril. Črni pas predstavlja začetek neskončnega potovanja discipline, trdega dela in zasledovanja vedno višjih standardov. Tako je rekel mojster. Sedaj si pripravljen sprejeti črni pas in nadaljevati svoje delo. Spoštovane državljanke in državljani, občanke in občani. Prepričana sem, da smo kot ljudje, kraji, skupnosti, občine in država pripravljeni sprejeti nalogo neskončnega potovanja discipline, trdega dela in zasledovanja vedno višjih standardov. Potem bomo ponovno zadihali svež zrak uspeha. Le resnično moramo verjeti eden v drugega in si vedno stati ob strani. Vse dobro in srečno ob našem prazniku. Hvala lepa. Dame in gospodje, pa pospremimo slovesen odhod praporjev iz prireditvenega prostora. Praporščaki, mirno, na levo, pohodni korakom naprej.
Prepuščam vas torej slovenskemu jeziku, ki poje. V stotih in tisočih akordih, v melodijah vseh tonov, bojevito in tiho, zmagovalno in bridko, tožno in veselo. Slovenska gruda. Dragi vsi, kot smo slišali, kot smo danes tudi videli, kot lahko čutimo na vsakem koraku, Slovenija je lepa. Slovenija je naša domovina. Tako govorimo in poskrbeti moramo, da bodo tako govorili naši nasledniki. Vse s prepričanjem in s ponosom in z odkrito ljubeznijo.
Ta ljubezen je kot pač ljubezen. Malo samoljubna, malo uživaška, a včasih tudi neizmerna in nenasitna. Hoče čez, v presežnost. Slovenija je presežnost običajnega, presežnost lepote, presežnost različnosti, presežnost popolnosti in tudi včasih nepopolnosti. Veliko v majhnem, zapest zemlje, vendar polno prgišče lepega. Hvala vam, spoštovani zbrani, če ste tudi vi začutili Slovenijo kot sončno, senčno, ampak srečno. Ostanimo skupaj ta večer in ob kozarčku Prleške kapljice nazdravimo naši dragi domovini Sloveniji. Z vami sem delila besede Toneta Pavčka. In za konec še zadnja skladba naših slovenskih trubadurjev. Zaplešimo z njimi, sučimo se do jutra in še dlje, pa magari v srcih samo. Lahko noč. Citro na glas, so dekleta plesale, ko prišle so vas. Citro rumene in strunce teke, so lepše zapele kot vsako dekle. Hoj let naokrog, ne šparaj lepih sinov. Če ne boš plesala, boš sama ostala, hoj le naokrog, le vkrog, le vkrog. Oj poboč, le suči mene, se sama zasučem okrog do tebe. Vrti se z mano in pleši lepo, daj jutra za rano, da sram me ne bo. Jaz tamo, jaz dol visok, ko bi stropa ne bilo do strehe visok. Na dolgo bom plesal, bom zemljo prebil, bom videl pekel, bom hudega ubil. Oj dekle, naokrog, ne šparaj lepih sinov. Če ne boš plesala, boš sama ostala. Vrti se močno, oj dekle, podaj mi roko. So vdihnile strune, so goci odšli, zasnul